Lazarja po mrtveju. Slava tebi, Gospod. Ko se je množica nasitila, je Jezus takoj naročil učencem, da so šli v čoln in se peljali pred njim na drugo stran. Sam naj bi medtem odpustil množice. In ko je množice odpustil, je šel na goro, da bi na samem molil. Ko se je zvečerilo, je bil tam sam. Čoln pa se medtem oddaljil že precej stadi od brega. Valovi so ga premetavali, kajti pihal je nasprotni veter. Ob 4. nočni straži je Jezus hodil po jezeru in prišel k njim. Ko so ga učenci videli hoditi po jezeru, so se vznemirili in rekli: prikazan je. Od strahu so zavpili. Jezus pa jim je takoj rekel: bodite pogumni, jaz sem, ne bojte se. Peter mu je odgovoril in rekel: Gospod, če si ti, ukaži mi, da pridem po vodi k tebi. On mu je dejal: pridi. In Peter je stopil iz čolna, hodil po vodi in šel k Jezusu. Ko pa je videl, da je veter močan, se je zbal. Začel se potapljati in je zavpil: Gospod, reši me. Jezus je takoj iztegnil roko, ga prijel in mu dejal: malovernež, zakaj si podvomil? In ko sta stopila v čoln, je veter ponehal. Oni pa, ki so bili v čolnu, so se mu poklonili do tal in rekli: resnično, ti si Božji sin. To je Kristusov evangelij. Slava tebi, Kristus. Današnje prvo berilo nam spregovori prav v tej drži človeka, ko skoraj večina ljudi, tudi mi lahko prepoznamo Božjo veličino pa moč. Tudi v tem času, ki ga mi živimo, vemo, da potres ni v naši moči, da bi ga preprečili, ker nas presega. To je moč narave. In če so zelo hudi potresi, potem se človek res počuti majhnega in samo čaka, da bo to mimo. Tudi močen vihar, danes jih imenujemo tudi tajfuni ali pa drugačne oblike pojavov, so tako velike stvari, da tudi človek razen zatočišča ne more potrebovati. Imamo tehniko za reševanje pred požari, ampak če so zelo obsežni, tudi lahko grejo izpod nadzora. In tako v takih velikih trenutkih človek čuti, kako je majhen in da Bog še to moč presega. In je že v Stari zavezi tudi bilo rečeno, da človek, ki bi videl Boga, ne preživi, ker je Bog tako velik in svet. Predvsem je tukaj poudarjena grešnost človeka in svetost Boga. Človek, ki vidi Boga, ne preživi. In Elija, ki je bil tako blizu Bogu, je imel kar željo, da bi tudi spoznal še bolj Božjo bližino ali da bi bil Bogu blizu. In ko je bil deležen močnega viharja, je prepoznal, da Bog ni v tem močnem viharju. Tudi ne v ognju, tudi ne v potresu, ampak potem se je zgodilo nekaj, kar je verjetno Elija presenetilo. Tišina, rahel šepet, samota v poslušnosti. In takrat si Elija zakril obraz in prepoznal, Bog je tukaj.
koliko dogodkov je lahko tudi v našem življenju, ko so lahko močni ali glasni ali prepoznavni. Pa lahko tudi zaslutimo, da tisti trenutki, ki so v tišini, ki so lahko v samoti srca, so pa močnejši. Takrat človek sprejema pomembne odločitve. Takrat lahko začuti, kaj je tisto, kar je pomembno v življenju. In lahko tudi začuti bližino Boga. Tudi svetniki in veliki mistiki so doživeli Božjo bližino v tišini in v samoti, odmik od sveta, od teh zunanjih močnih vplivov. In tako Bog tudi danes lahko prihaja vsakemu človeku, kot da bi ta Božja beseda sporočala ne tisto, kar je nedosegljivo, moč, vihar, potres, tega ne moremo narediti. Ampak tisto, kar je pa tišina, kar je naša notranja zbranost, tisto pa je prostor za Boga. In potem v tem utripu lahko na drugačen način sprejemamo ta dogodek iz Evangelija. Ta stvar se je zgodila samo nekaj ur po tem, ko so bili učenci priča čudeža pri pomnožitvi kruha. Preteklo nedeljo smo to poslušali, velika množica. Sam Jezus jih je postavil v težek položaj, ko jim je rekel, dajte mi jesti. In so rekli, nimamo. In so rekli, imamo tukaj nekaj malenkosti. Prinesite. In ko se je zgodil ta čudež, to je podobno kot v našem življenju, ko je neka stiska in se reši, pride olajšanje. Saj gre. Zdaj je pa lažje. In o tem olajšanju reče učencem, zdaj pa pojdite vi na drugo stran. Pridem kasneje za vami. Takrat, ko se stiska reši, ko ni več tiste najhujše teže v življenju, gre. In učenci so šli. In so, verjetno so veslali po jezeru. Pa je nastopila druga stiska. Ena je odpravljena lakote več ni, pa je druga, da je pa vreme neugodno, neprimerno. In ni šlo. Nasprotni veter, s tem tudi visoki valovi. In zanimivo, da je opisana tudi časovna opredelitev, 4. nočna straža. To obdobje po noči je od 3 zjutraj do 6 zjutraj. To je ta 4. del noči. 4. nočna straža je pomenljiva tudi v tem 4. delu noči, med 3. zjutraj do 6. se je zgodilo Jezusovo vstajenje, odrešenje človeka. In tukaj po noči v temi gre Jezus k njim. Jezus ni odpravil nasprotnega vetra. Jezus ni umiril visoke valove. V takem položaju Jezus prihaja. Zakaj to omenjam? Zato, ker sam pri sebi bi kdaj prej želel, da bi kakšen močan veter v življenju ponehal, ali visoki valovi, da bi tista teža preizkušnja, ki jo trenutno doživljam, pošla. Pa ne poide. Ampak v tej preizkušnji Gospod prihaja. In ko pride blizu, ni takoj rešitev, celo strah, prikazanje. In ko Peter zve, da je tukaj Gospod, hoče dokaz. Gospod, če si ti, meni ukaži, da pridem k tebi. Hočem dokazilo, da ne bom v dvomu. In kako je Bog blizu človeku in celo človeštvo zahtevo sprejme resno in ne ugovarja. No, da bi človek ugovarjal drugemu človeku, Bog ne.
ugovarja in reče, pridi. Sem se postavil v misli, pravi Peter, Gospod, ukaži mi, da pridem k tebi. Ta beseda se mi zdi močna. Ukaži mi. Kot da bi Peter rekel, glej, če boš rekel ti, da moram priti k tebi, pa če bo kaj narobe v mojem življenju, boš ti kriv, ne jaz. In boš ti ukazal. Ko človek hitro preloži krivdo, odgovornost, potem na drugega. In Jezus reče, pridi. In Peter gre. Tudi v našem življenju določene stvari, ko se odločimo, grejo, stečajo, v redu gre. Ampak prije trenutek, ko se pa zatakne. In Peter opazi, ne bo šlo z mojo močjo, sposobnostmi, znanjem, to, kar imam, ne bo šlo. In je strah. Odločitev je bila prava, želja je bila prava, pa kaže, da ne gre. In takrat tisti klic, Gospod, reši me. Zopet nobenega ugovora, takoj ga prime za roko in kam sta stopila? V isti čoln. Jezus je zamenjal čoln Petru, da bi dobil nekaj boljšega, bolj zanesljivega, bolj varnega, v isti čoln. In to se mi zdi tudi tako močno znamenje, tudi Bog v našem življenju stvari ne menja. To ni dobro, to bo novo, tisto bo drugo. Ne, v isti čoln življenja Gospod prihaja. In če stopi v naš čoln, pa se lahko zgodi kakšna stvar. Zgodilo se je to, da je veter popustil. Vihar in valovi so se zmanjšali. V istem čolnu je bila okolica drugačna. Tako se lahko tudi v našem življenju zgodi, da moj isti čoln življenja postaja bolj v mirnem okolju, čez Gospodom. Lahko smo kdaj tudi kot Peter in rečemo, Gospod, pokaži mi znamenja. Daj mi, da bom začutil, da bom vedel. Verjetno, če je to potrebno, tudi to Bog naredi. Pa naj bo pogosto tudi ta molitev, ki je zelo iskrena. Gospod, reši me. Ni treba veliko razlag. Bog ve, kakšen veter je in kakšen val. Ampak ta naša iskrena molitev, Gospod, reši me, je tisto, kar pomeni odnos do Boga, povabilo Božjega v moje življenje, da bi ta moj čoln bil bolj v varni okolici, lahko rečem, v Božji bližini ali pa na Božji roki. Naj bo tudi ta teden pred nami vsak dan povabilo z besedami Gospod, reši me. In Gospod bo prišel v naša življenja. Zato tudi skupaj izpovejmo vero.